Jaz ne bi rekel, da je vesela v zraku, mogoče gre malo za nepoznavanje tematike, ki se iz dneva v dan spreminja. Mi v bistvu zdaj kasnimo za 14 dni od tistega zadnjega terminskega načrta. Namreč vlogo, vsebino je potrebno še pregledati na Ministrstvu za okolje in prostor. Mi pa vzporedno smo že objavili razpis in ravno včeraj je potekel rok za izbiro izvajalca, se pravi organizacije, ki bo pripravila razpis za izvedbo gradnje. In računam, da bomo v pomladanskih mesecih, če ne bo kakšnih pritožb, že uspeli dobiti ime izvajalca in z njim preko poletja skleniti pogodbo za gradnjo tako čistilne naprave kot tudi vseh 5 primarnih kolektorjev. Tako da je glavnina gradnje predvidena v letu 2011 in pa 2012, se pravi otvoritev bi naj bila v letu 2012. Realno, govoriti o realnosti v razmerah državne birokracije je včasih težko, ampak jaz še vedno upam, da bo to marec ali pa najkasneje april. Namreč non-stop izvajamo pritisk na strokovne službe na Ministrstvu za okolje in prostor, ki pač dela v svojim tempom. No, jaz se ne oziram toliko na govorice, namreč ravno pred enim tednom sem imel novega direktorja T2 v Konjicah na razgovoru, kjer smo ugotavljali sedanjo situacijo, kje smo. Namreč za podjetje T2 je gradbena dela na polaganju kabelske kanalizacije izvajalo podjetje Gratel. In v bistvu sedaj T2 in pa Gratel razčiščujeta medsebojne odnose. Direktor je pa tudi izrazil velik interes, da nadaljevanje vse tiste zadeve, kar občina v tem trenutku še nima z Gratelom razčiščeno, da direktno sklenemo služnostno pogodbo za uporabo javnih površin in pa seveda njihov vložek, njihova želja je, da bi ta njihov vložek čim prej pričel prinašati tudi sadove. To se pravi, v letošnjem letu je predvideno, da bi približno 1500 uporabnikov v občini Konjice že bilo priključeno na tako imenovano optično omrežje. Končni cilj pa je, da bi 4000 uporabnikov, kdorkoli že bo, njihova želja jasno, da je T2, da bi v naslednjem letu prišli do številke 4000 uporabnikov, kajti zaenkrat je to samo njihov mrtev kapital. Torej, zaenkrat je jasna napoved, da bi že v pomladanskih mesecih pričeli z tako imenovanim vpihavanjem optičnih kablov v te cevi, ki so bile položene v letih 2007 in pa 2008 in seveda 2009. Pokriti so v tem trenutku vsi deli, kjer je potekala plinifikacija. To se pravi, v tem trenutku je v zemlji 53 km teh cevi. O širitvah smo mi že pred časom poskušali doseči kompromis ali pa dogovor s podjetjem Petrol Plin d.o.o. Seveda imamo v idejnih variantah izdelano eno naselje, kjer pa trenutno šele preverjamo odzivnost krajanov, kajti na osnovi odzivnosti krajanov bo tudi Petrol Plin lahko upravičil investicijo. Konkretno govorimo o Dražji vasi, kjer je pa investicija med 300 in 350 tisoč evri in to je seveda potrebno upravičiti, potrebno izvesti anketo in pa podpisati predpogodbe, tako da bo podjetje Petrol Plin kot koncesionar videl tudi ekonomski interes. Ja, v bistvu je v tem 5. razpisu, ki je zdaj sodu izbil dno, je ravno ta projekt ureditve starega trga. In če ne bi prišlo do odvzema pooblastil in da smo prenesli pooblastila na razvojno agencijo Sotla začasno, v bistvu je namen vsega tega, da obdržimo tisti začrtani terminski plan in da ujamemo razpisne roke. Tako kot je bilo strani RRA predvideno, bi pa seveda zamudili razpis za koriščenje sredstev v letošnjem letu. Kar pa pomeni, da bi celotna regija ne mogla koristiti teh 26 milijonov in 300 tisoč evrov, ki bi jih pa verjetno nekdo drug počrpal. Ne, sredstev v tej višini, ki so potrebna za
ureditev po tem projektu, seveda tega ni. V primeru, da izgubimo ta sredstva, bi seveda bili prisiljeni po prvotnem projektu zasilno pokrpati z grobim asfaltom za letošnje leto, kajti v vsakem primeru je potreben določen čas od razkopavanj do zasutja in pa seveda potem, da narava opravi svoje, da se ta izkopana zemljina ponovno usede. Seveda pa v občini, oziroma v proračunu te občine nekakor ni zagotovljenih sredstev za izvedbo tega projekta, kot je bilo predvideno, to pomeni tlakovanje z kamnitimi ploščami, to pa jasno, da ni. In tudi v današnji situaciji je težko upravičiti takšen poseg, če ne bi imeli zagotovljenih teh 75% sredstev Evropske unije. Celoten projekt je ocenjen na 1.200.000, seveda gre pa po fazah, ker je za 3-letno financiranje. Govorim pa o celotnem projektu, pomeni ureditev od mostu na reki Dravinji čez cel Stari trg, ureditev igral pod dvorcem Trenik in pa tudi ureditev poti v športnem parku.